Lepo pozdravljeni v novi seriji oddaje podcasta Kompas. Z vami so Marko in Gregor in se nahajajo v kavarni Jezuitskega kolegija, kjer bo ustvarjala nov podcast. V tem videu bi vam rada predstavila naš podcast, povedala malo o tem, kaj je njegov namen pa vsebina, pa vas tudi povabila k ogledu naših vsebin, ki jih bomo redno objavljali na našem YouTube kanalu. Tako pa bi se vam za začetek najprej predstavila, da bi vedeli sploh kdo sva. Pa kar začni Gregor. Ok, zdaj, ki si me že predstavil, jaz sem Gregor, sem študent medicine, v prostem času se zelo rad ukvarjam s solo petjem, pa igram klavir, toliko meni, zdaj pa še ti povej, kaj je Marko vse. Ja, jaz sem Marko, študiram notranji dizajn, v prostem času se pa rad ukvarjam z glasbo pa športom, pa rad preživljam čas v naravi. Imaš pa tudi 2 benda. Zdaj z Markom smo oba člana študentske skupnosti Jezuitskega kolegija v Ljubljani in kolegij ima več funkcij, predvsem pa prek izobraževanja, pa ukvarjanja s prostovoljstvom, služi primarnemu cilju, kar je povezovanje ljudi. Toliko naju pa v kolegiju, zdaj se pa lahko lotva predstavitve podcasta, ne? Torej, podcast sva si zastavila tako, da bi na vsako od oddaj povabila kakšnega gosta, ki bi bil strokovnjak na svojem področju, potem pa bi z njim pokrivali različne teme, tako vsakdanje kot tudi bolj intelektualne. Iskali bi skupaj tudi odgovore na različne vprašanja, ki bi se nam porajala ob določenih temah. Poskušala pa bi tudi goste soočiti z različnimi pogledi na tematiko in s tem prikazati temo v širši sliki. Zdaj, podcast ima več ciljev. V prvi vrsti je podcast izobraževalen, ker želiva poslušalcem pa gledalcem, da se tekom tega podcasta naučijo kaj novega, včasih tudi kaj praktično uporabnega za svoj vsakdan. Po drugi strani pa želiva s tem podcastom spodbujati dialog, povezovati ljudi med sabo in na ta način presegati delitve, ki so v naši družbi. Ja, podcast sva si pa zastavila kot izziv, pa da tako kot vam tudi nama malo razširiva obzorja. Oba se pa rada ukvarjava tudi z videoprodukcijo in pa montiranjem video, tako da nama je to vse v veselje. Torej za to ime, za ime Kompas smo se odločila zato, ker koliko Kompas pomaga pri orientaciji pa pri iskanju prave smeri, bo ta podcast skušal odgovoriti na določene vprašanja, najti rešitve oziroma pravo smer v določenih vprašanjih, tako da zato tako ime. No, za konec pa še povabila, da se naročite na YouTube kanal, kjer lahko spremljate ta podcast. Pofollowujte pa tudi naš Instagram pa Facebook profil, tako da se vidimo na prvi podcast oddaji.